Življenje Matevža Ravnikarja je zamejeno z letnicama 1776 in 1845. Prvi tržaško-koprski škof je pripadal generaciji, ki je bila priča bržčas največjemu premiku v pojmovanju strukturiranosti evropskega sveta od zatona rimskega cesarstva. Stanovski red, ki se je oblikoval v veliki krizi na prehodu iz pozne antike v srednji vek, tedaj se je dotlej enoviti sredozemski prostor treh celin začel deliti, ter se s prenehanjem širjenja Osmanskega imperija tudi dokončno razcepil na različne civilizacijske cone, je vse bolj očitno izgubljal tekmo z novim družbenim konceptom. Če je imel poprej v kozmosu misli in predstav vsakdo svoj prostor pod soncem, si ga je potlej moral ustvariti. Ljudje niso več sestavljali medsebojno mozaično dopolnjujočih se prebivalstvenih skupin, ki so spominjali na dele organizma ter imeli lastne ideale in vodila. Postajali so podobni atomom. V sleherniku naj bi bila celota v malem oziroma vsaj sposobnost njenega razvitja. Velika sprememba se ni nakazovala samo s hrupnimi revolucijami ob vzhodni in zahodni atlantski obali, od slavne v navednicah v Angliji leta 1688 preko ameriške 1776 in francoske 1789, temveč tudi z množico reform, ki so spreminjale sedanje življenje globlje v evropskem zaledju. Nobena od njih ni bil popolnoma predrugačila obstoječih oblik življenja, skupaj pa so spreminjale obraz sveta. Šlo je za državno dirigirano modernizacijo. Proces, ki je od začetka novega veka potekal spontano, je na prehodu iz 17. v 18. stoletje v Prusiji, Rusiji in avstrijski monarhiji dobil značaj uradne politike. Razlog za to so bile velike politične krize, ki so na dnevni red zastavljale vprašanja preživetja državnih struktur. Ko je majhna, a smotrno upravljena Prusija, ki je ljudi uspela maksimalno mobilizirati za cilje Hohenzollernovske politike, Habsburžanom iztrgala enega od biserov češkega kraljestva, vojvodino Šlezijo, se je Marija Terezija jadrno odločila posnemati ukrepe svojih tekmecev na severu. Če bi tega ne storila in bi vztrajala pri počasnem, karlinskem tempu modernizacije države ali pa bi poskušala uveljaviti drugod še nepreizkušene ukrepe, bi se hitro mogla preleviti v bivšo vladarico. Marijo Terezijo, ki ni bila posebej dobro pripravljena za vodenje velike politike, sta zdrava pamet in skrb pripeljala do sklepa, da so izobraženi podaniki tako boljši davkoplačevalci kakor vojaki. S tem pa se je začel proces njihovega izenačevanja na vse številčnejših področjih življenja. Vladaričin naslednik Jožef II., ki je nosil ime svojega starega strica, s katerim se je v času vojne za špansko dediščino dejansko začela modernizacija habsburške monarhije, je že mislil v okviru koncepta družbe. Njegovi reformski sunki, ki so hoteli raznorodne teritorije dinastije s kaj različnimi statusi narediti za drugim državam podobno zaključeno celoto, so bili celo preradikalni. Skok v prihodnost se je pokazala za problematičen. Večina sprememb je bilo treba pod pritiskom stiske, ki so jo povzročili neravno uspešna turška vojna, težave v Belgiji in izbruh francoske revolucije, preklicati, saj bi se lahko vrtinec ihtavih inovacij zajeta državna struktura usodno zamajala. Ob cesarjevem značaju, ki ga je po gibki politiki do novega sveta znani francoski zunanji minister grof Vernet označil za ambicioznega in despotskega, težave niso bile presenetljive. Monarh s pametjo ni razumeval, temveč je poskušal z njo verovati. Zato tudi ni čudno, da je v odnosu do cerkve uveljavljal politiko, ki je odkrito spominjala na galikanizem iz časov največjega razcveta bourbonskega absolutizma. Jožef II. Se na svojih popotovanjih, ki jih je opravil kot grof Falkenstein, očitno ni posvetoval samo z razsvetljenimi filozofi.
Zdaj vemo, da so bili člani odposlanstva neposredno v stiku celo z Rousseaujem in Franklinom, pa tudi z Mirabeaujem in zdravnikom Magnom Comusom. Tukaj je Igor dal posebno opombo in me prosil izrecno, naj vam to predstavim. Se je to vidno in bo vidno tudi v prispevku. Gre za dnevnik, nanj se avtor prispevka naslanja. V Ljubljani rojenega plemiča Janeza Filipa grofa Kobencla, ki je leta 1777 spremljal cesarja na poti po Franciji in sproti beležil dogajanja, in ta dnevnik se sedaj hrani v Nuku. Njegova izpovedna moč je izjemna, saj zdaj se je monarh srečal tako z Benjaminom Franklinom kot z Jeanom-Jacquesom Rousseaujem. Ta odlični dokument, ki obsega 92 strani, je bil vrsto let na prodaj v enem od nemških antikvariatov. Avtor, torej Igor Grdina, je opozoril Nuk in Nuk je ta dokument odkupil in je danes seveda dostopen tudi raziskovalcem. Vračamo se spet na sam tekst. Smo pri potovanju cesarja Jožefa II. Po Franciji, nadaljujem. Temveč je opazoval tudi upravo in razmere v deželah zlatih lilij. Če je Marija Terezija pri svojih reformah izhajala iz dejanskega stanja in aktualnih potreb, je njen sin svoje načrte utemeljeval na predstavah, ki so jih porajali njegove želje in misli. Da v marsičem niso bile realistične, ni čudno, saj se je njegova pamet gibala v prostoru, ki ga še ni bilo. Ko je v Franciji izbruhnila revolucija, ki je niso pospešili samo številni politični in gospodarski brodolomi bourbonske politike, temveč tudi njeni triumfi, se je popolnoma spremenil najširši kontinentalni okvir. Habsburške dežele so tedaj na stari celini postale osrednji protiigralec Grand Nation ob vzhodni atlantski obali. Čeprav je bila temu zaradi modernizacije v dobi terezijanskih reform ter jožefinskega nevoljniškega in tolerančnega patenta politično precej bližje, kakor je bil uradnemu Dunaju njegov zaveznik na vzhodu, ruski imperij. Toda vojna naredi stvari črno-bele. Kontrasti se hipoma spremenijo v 100-odstotne opozicije. In tudi potem, ko se je Napoleon trudil združiti svojo v osnovi meritokratsko monarhijo, ki je bila dedič revolucije, z Evropo zahodno od vzhoda, je nasprotje odstalo. Bilo je celo tako globoko, da ga niti ugodna ponudba z drugega brega. Na Korzičanovem srečanju z Metternichom v kitajski palači julija 1813 je prvi diplomat cesarja Franca I. ponudil nasprotniku Ren in vzhodnoalpske verige za mejo proti nemškemu in italijanskemu svetu. Ni mogla premostiti. Restauracija, ki je sledila na Dunajskem gorezu, je bila bolj videz kakor stvarnost. Francija je ostala ustavna monarhija, res da le po kraljevi milosti in ne kot neposredna naslednica republike z utemeljitvijo v ljudski suverenosti. Številne države, ki jih je v nemškem, italijanskem in dalmatinskem prostoru ukinil Napoleon in drugi otroci revolucije, pa niso bile obnovljene. Metternicha, ki je bil prepameten, da bi se zaposlil za obnovo propadlo stvarnost iz časov umirajočega Rokokoja in njegovih marcipanskih vojakov, je zanimal le življenja zmožen red. Tak, ki ga ne bi bilo treba spreminjati, saj bi izključeval nepredvidljivost v paralelogramu evropskih sil, v katerem je vse od razpada rimskega imperija in frankovske države ter konca investiturnega boja vsak poskus vzpostavitve polkontinentalne prevlade naletel na srdit odpor. V tem smislu je bil zagovornik konzervatizma, ne pa tudi reakcionar. In predvsem bil je diplomat, ki se je zavedal, da reda ne ustvarja samo moč, temveč tudi premišljeno ravnotežje med različnimi silnicami. Metternich je bil v svojih načelih trden, čeprav sam ni razpolagal silo, da bi jih uveljavil. Ni jih dal oklepaj ni tedaj, ko je bil po koncu kratke druge Napoleonove vladavine
in eksperimenta z liberalnim carstvom Rusija hotela revidirati na Dunaju dogovorjeni kongresni sistem in ga nadomestiti s trdnejšo strukturo, v kateri bi sama imela opaznejšo vlogo od partneric. Metternich je tedaj sicer pristal na osnovanje Svete zveze, vendar je uspel preobraziti v nekakšno permanentno koalicijo, ki jamči stabilnost v prestolnici ob lepi Modri Donavi s sprejetim sklepom. Ti so, kako je pokazala učinkovita reakcija na Napoleonovo vrnitev, dobro služili razlogom, ki so jih priklicali v življenje. A kljub naravnost virtuozni Metternichovi spretnosti je ob snovanju Svete zveze prišlo do prvih razpok v kongresnem sistemu. Velika Britanija in Sveti sedež nista vstopila v zavezništvo. Papež gotovo ni mogel jamčiti trajnosti prestolov nekatoliških vladarjev. Uradni London pa je zaradi interesov na celotni zemeljski krogli vodil politiko, ki ni bila v popolnem soglasju z drugimi silami na stari celini. V Severni Ameriki bi ga solidarnost s Španijo in Portugalsko po razglasitvi Monroejeve doktrine, ki je decembra 1823 formiral tedajni predsednik Adams, ameriški seveda, zorela pa je že vse od konca 18. stoletja, dejansko lahko zapletla v vojno z Združenimi državami, to pa bi moglo voditi k ponovnim konstelacijam iz turbulentnih časov pred nekaj leti. Osnovanje Svete zveze je potem kmalu načelo celo samo formo kongresnega reda. Aachen, Opava in Ljubljana so gostile posamezna srečanja mogočnikov, vendar so njim kazale med njimi vse večje razlike. V Veroni pa je jeseni 1822 prišlo do preloma z Britanijo. V času francoske, julijske in belgijske revolucije 1830 je dobršen del evropskega zahoda vsem na očeh izstopil iz že prej le za silo celovite varnostne arhitekture, ki je potrebovala enotnost zato, ker že na Dunaju 1815 ni mogla najti harmonije v Italiji, na Poljskem in v nemških deželah. A to je bil šele začetek razkroja sveta, katerega struktura naj bi se po Napoleonovem porazu ne bi več bistveno spreminjala. Po smrti cesarja Franca I. marca 1835 se je bil Metternich prisiljen soočiti z nasprotovanjem celo na domačih tleh. Nadvojvoda Ludvik in minister Kolovrat sta odtlej z njim poslej sestavljala vodilno trojko. Ta pa je, po strupeno sarkastični šali iz tistih dni, bila okrepljena še z ničlo, to je z rahitičnim in božjastnim cesarjem Ferdinandom. Državo je po tej formuli torej krmarilo 30 ljudi. Treba je reči, da je drastično označevanje jeseni Metternichovega sistema imelo stvarno jedro. Umanjkala je avtoriteta, ki bi lahko takoj odločila, kdo med močnimi možmi bo v tem ali onem kritičnem trenutku zasukal državno krmilo. Zato je bilo treba tudi v notranji politiki priračunavati paralelogram sil in iskati rešitev v ravnotežju. Nihče ni imel dovolj moči, da bi mogel obvladati drugače misleče ljudi, četudi jih je štel za negativce. Tako se je Metternich pogovarjal s svojim liberalnim oponentom, pesnikom Antonom Aleksandrom grofom von Auerspergom, svojega vrhovnega nadzornika, misli in besed grofa Semnickega, pa je prepustil zraven le kot nemo in za zaveso skrito pričo. Neutrudno kombinirajočemu Ljudevitu Gaju je cesarski režim dajal različne koncesije, da je lažje nasprotoval Madžarom, ki so bili najnevarnejša opozicija obstoječe oblasti, čeprav je bil tudi on zelo sumljiv patriot. Kljub temu pa je habsburški vladni aparat ilirizmu pristrigel perutnice in pomagal preprečiti njegov prodor na zahod. Oblasti so leta 1843 prepovedale celo ime Gajevega gibanja, z benevolentnostmi do potlej odločno odrinjenih Slovencev, ki so lahko po dolgem času spet dobili častnik v svojem jeziku, pa so posredno krepile zavest o njihovi samosvoji identiteti.
V mirnih časih, ko okoliščine niso pritiskale z vso težo in terjale nagle reakcije za vzpostavitev ravnotežja, je vladna ekvilibristika nekako še učinkovala. Leta 1848, ob izbruhu revolucije, pa je nastala kriza, ki je sesula sistem. Cesar Ferdinand I. se je ob novici, da študentje demonstrirajo, znašel v hudih škripcih. Najprej je celo vprašal, če to sploh smejo početi. Nato je upravljanje z državnim krvilom zaupal staremu Metternichovemu zoparniku Kolovratu, mogočni minister, ki je prej napravil toliko uslug Habsburški hiši, pa se je jadrno umaknil. Metternich preprosto ni želel ponovitve francoskega krvavega scenarija iz časa velike revolucije, čeprav se je v skladu z izkušnjo Male, ki jo je zaznamovalo julija leta 1830, takoj podal na pot izgnanstva. Toda potem se je kmalu umaknil tudi Kolovrat, ki je bil le še človek starega sveta. Ura hude preizkušnje pa je iskala, celo terjala nove ljudi. Če je najprej kazalo, da bo vodilni arhitekt prihodnosti energični grof Stadion, ki je mislil konzervativno, vendar ustavno, se je potem kot mož trenutka pojavil v stremuškega služabnika dvora skoraj da čez noč preobraženi predmarčni nezadovoljnež Aleksander Bach. Škof Ravnikar se je vsekakor soočal z zapletenimi razmerami. Ugled si je pridobil hitro, ni bil le spoznan za sposobnega opravljanja nadpastirske službe, temveč se je proslavil tudi kot jezikovno zgleden in pobuden pisec. Pri tem pa je treba omeniti še nekaj. Ravnikar je bil pred zasedbo škofovskega mesta svetnik pri cesarskem namestništvu v Trstu. Dobro je poznal ustroj in delovanje državne oblasti. Ko je v mesto pod Kraško planota prišel za cesarskega namestnika grof Stadion, so bila zaradi iniciativnosti in širokega obzorja novega zastopnika osrednjih oblasti v avstrijsko-ilirskem primorju vrata odprta za opazne premike. Stadion je bil za Slovence pobuden. V času njegovega namestnikovanja se je ukrepila in poenotila njihova šolska literatura, ki je bila v času, ko je kultura, zlasti pismenost, začela izgubljati svojo navezanost na elito, mnogo pomembnejša kot v predterezijanski dobi. Toda bi bil grof Stadion, ki se je pozneje po izbruhu revolucije 1848 v Galiciji proslavil kot samoiniciativni odpravljalec feudalnih omejitev, lahko v Primorju tako uspešen, če ne bi imel opore v škofu, ki je bil poznavalec kulturnega področja. No, po to vprašanje ni težko odgovoriti, kar pomeni, da je Ravnikarjeva vloga v slovenski zgodovini mnogo večja, kako se je predstavljalo dotlej.